Danes smo večkrat slišali, da je cerkev, v kateri obhajamo to slovesnost, gradil pater Bratina. In takrat sta se dve življenjski poti neločljivo povezali med seboj. Prosim akademika in letošnjega Prešernovega nagrajenca Marka Mušiča, da nagovori našega slavljenca. Spoštovani Zlatomašnik, dragi prijatelj. Čustva, ki me danes preplavljajo, se zdijo kot lepa pravljica. Lepe pravljice pa potrebujejo lepe in zanimive uvode. Ta pravljica z njenim začetkom sega nič manj kot v prvo polovico 18. stoletja. Takrat je baron Schweiger povabil slovitega beneškega arhitekta Candida Culianija, da mu oblikuje znamenito stopnišče njegove palače na ljubljanskem Starem trgu. No, seveda je to stopnišče skozi čas videlo številne zgodbe. Zame pa je najlepša tista, ki se je zgodila pred dobrimi 40 leti in ki je zame nepozabna in usodna. In čeprav je nad portalom znamenite Schweigerjeve palače kameniti kip molčečneža, Schweiger namreč v slovenskem jeziku pomeni molčečnež, vam bom to zgodbo zaupal. Tistega dne sem skozi okno svojega kabineta zagledal, kako se po znamenitem baročnem stopnišču vzpenja visok slog moški v črnem plašču. Hip zatem se mi je predstavil in me v parih skopih, a izbranih besedah seznanil z natečajem za novo dravljsko cerkev ter me povabil k sodelovanju. Bil sem presenečen, tudi vzhičen. Preden pa sem uspel zbrati misli, mi je skrivnostni obiskovalec, ki se je predstavil kot doktor Lojze Bratina, izročil tanko mapo in odhitel. V življenju so srečanja, ki so takšna kot tisoči drugih, vendar v notranjosti čutiš, da so nekaj posebnega, nekaj usodnega. In to srečanje je v mojem življenju čisto na vrhu takih neverjetnih, izjemnih usod. Šele kasneje so me preplavili valovi toplote in navdušenja. Cerkev, končno, kako sem se te naloge želel vsa ta leta, vendar je bila v tistih časih nekaj neverjetnega, skoraj da nekaj nemogočega, nepojmljivega. Seveda je bilo povsem mogoče, da se s skrivnostnim obiskovalcem ne bova nikoli več srečala. Usoda najine povezanosti je bila takrat na preizkušnji pri natečaju.
Ker pa je projekt, za katerega sem se res potrudil, prepričal natečajno komisijo, ki je predsedoval karizmatični akademik Emilijan Cevc, naš veliki poznavalec zgodovine arhitekture in umetnosti nasploh, sva se z dr. Lojzetom Bratino po njegovem zaključku zopet srečala. Ob takratnem srečanju so me obhajala biblijska občutja. Segel sem v roko mlademu patru iz družbe Jezusove, ki je bil izbran, da uresniči novo cerkev. In takrat naju je usoda ali kar božja previdnost dokončno in zavedno povezala. Ob načrtovanju, gradnji in opremljanju nove draveljske cerkve sem spoznal čisto nov, drugačen odnos naročnika, ki ga doslej nisem nikoli izkusil in za katerega sem že mislil, da sploh več ne obstoja. Odnos zavzetega soustvarjanja, zainteresiranega in polnega dialoga ter prijateljske pomoči so bili zame nekaj neverjetnega, nekaj nezaslišanega, nekaj, kar me je navezovalo na davna stoletja, ko sta veličastne arhitekture dobesedno soustvarjala izbrani, umikani naročnik in njegov arhitekt. Takšnega pristnega, zavezujočega in soustvarjalnega, mnogokrat tudi prijateljskega odnosa v medsebojnem spoštovanju, razumevanju in pomoči nisem doživel nikoli prej, žal pa tudi ne kasneje. Zanimanje za vsako podrobnost v načrtu in iskanje globljih pomenov, historičnih izvorov in simbolnega poslanstva, pa tudi praktičnih vidikov vsakdanjega življenja je potekalo od prvega dne z naravnost neverjetno intenzivnostjo. Dr. Lojze Bratina, ki je vodil načrtovanje in gradnjo, je vedno znal s svojim filozofskim, umirjenim in preudarnim nastopom v trenutku umiriti tudi občasna razhajanja ali nerazumevanja. Redno sva se srečevala, tako v Dravljah ali pri meni v ateljeju. Poglobljeno sva razpravljala o vsaki podrobnosti in iskala čim boljše rešitve. Seveda pa sem vedel, da ob vsem tem, kar naju oba posebej zanima in tudi razveseljuje, dr. Lojze Bratina skrbi tudi za vse tisto, kar je vsekakor manj prijetno, a tudi neizogibno. Skrbi za vsakovrstna soglasja in dovoljenja, za uskladitve programov, za finančno pokrivanje investicije in seveda za dogovore z vsemi izvajalci. Po čudovitem, nepozabnem sodelovanju in iskanju tistega najboljšega je bila 15. septembra 1985 nova cerkev Kristusovega očlovečenja posvečena. Vendar dr. Lojze Bratina za cerkev ni nehal skrbeti tudi dalje. Najprej je dokončno uredil klopi, ki so bile ob posvetitvi zgolj začasne, sledil je zahtevni izziv ureditev trga Svetega Roka od odstranitve transformatorja ob stari cerkvi, izbora najprimernejše rešitve pa do konca izvedbe. Vendar ob teh novih nalogah skrb za cerkev še zdaleč ni presahnila. Dr. Lojze Bratina je poiskal novo poslanstvo, ureditev prav za to cerkev
unikatno načrtovanih in izvedenih orgel. Tako so si sledila leta in leta, ki so prinesla že tretje desetletje sodelovanja in skupnega urejanja draveljske sakralne oaze. In tudi kasneje, ko je zaključil župnikovanje v Dravljah in je začel dr. Lojze Bratina službovati v Šentjakobski cerkvi, naju usoda ni ločila. Spet in spet sva se, tokrat kot bližnja soseda in prijatelja, srečevala na jutranji kavi ali na sprehodu. In tako naju je usoda tudi letos tokrat simbolno povezala. Povezala je zlato mašo našega slavljenca in mojo Prešernovo nagrado. V tem prazničnem vzdušju, z radostnimi spomini in dobrimi željami čestitam slavljencu in se mu obenem zahvaljujem za čudovito razkošje duha in srca, ki ga je podaril nam vsem in še posebej mojemu življenju. Hvala.